Dragi otroci, spet je tu, samo za vas, Prešerna pravljica za kratek čas. Sinček Palček. V Beli krajini sta živela mož in žena, ki sta bila brez otrok, pa bi vsaj enega imela rajši kakor vse bogastvo tega sveta. Nekega večera, ko je zunaj deževalo, je na vrata njune bajte potrkala mlada žena in prosila, naj jo sprejmeta pod streho. Oddaleč prihajam in utrujena sem, je potožila. V Gorjance sem namenjena, pa me je prezgodaj dohitela noč. Bosa in z razmršenimi ter od dežja premočenimi lasmi, ki so ji padali do kolen, je bila napravljena tako borno, da je gospodar zagodrnjal. Vsaka ciganka bi že rada prenočevala v hiši, kar v skednju ji posteli žena. Gospodinja pa je bila usmiljena in je moža zavrnila. Če bi bila ciganka, bi imela črne lase, ta pa ima rumene kot pšenično klasje. In je povabila tujo ženo v hišo. Žena je sedla k topli peči in si pričela razčesavati dolge lase. In glej, bolj ko so se njeni lasje sušili, bolj so se svetili, dokler niso v mraku zablesteli, kakor da bi nanje padali sončni žarki. Nobene luči ni bilo ta čas v hiši, a od zlatega sija ženinih las je bilo v izbi svetlo, kakor sredi dneva. Kdo si, lepa žena? Je vprašal gospodar, ki mu je bilo žal, da je neznanko vzmerjal s ciganko. Gostja mu ni odgovorila, ampak je legla na klop ob peči, da bi si odpočila od dolge poti. Gospodinja pa ni mogla spati, ker je bila radovedna, kdo je tujka, in je pričela tožiti, kako nesrečna je, ker nima otrok. Če bi imela vsaj enega, je vzdihnila, pa če tudi bi bil majhen kakor palček. Drugo jutro se je tuja žena poslovila. Pred slovesom pa je gospodinji dala jabolko in rekla: Zahvalim se vam, gospodinja, ker ste mi sinoči sprejeli pod streho. Ker nimam drugega, da bi se vam oddolžila za gostoljubje, vam dam tole jabolko. Pojejte ga in dobili boste sinčka, kakršnega ste si zaželeli. In dala je gospodinji lepo jabolko in odšla, ne da bi povedala, da je gorjanska vila. Ko pa je gospodinja pojedla jabolko, je dobila sinčka, ki je bil majhen kakor palček. Neumnica, je zasitnaril mož, ko mu je pokazala premajhnega sinčka. Zakaj si nisi rajši zaželela sina, ki bi bil velik kakor hrast v gozdu? Le kaj naj mi koristi sinček, ki je majhen kakor palček? Saj bo zrasel, je odgovorila presrečna mati. Boš videl, mož, še v pomoč ti bo. Sinček pa ni zrasel. Minevala so leta, a palček je ostal palček. Ko pa je minilo 10 let, je sinček rekel materi: Zdaj sem pa že zadosti star, da bi lahko očetu pomagal pri delu. Povejte mi, kaj naj delam, pa bom delal, da si bom prislužil kruh. Sinček, le kaj boš delal, ko pa si majhen kakor palček? No, a če že hočeš pomagati, odnesi očetu južino na njivo, je odvrnila mati. In dala mu je košaro, napolnjeno z jedmi za očeta, ki je z voli oral na polju. Izbrala je najmanjšo košarico, da ne bi bila pretežka za malega sinčka. On pa jo je prijel in si jo zadel na ramena s takšno lahkoto, kakor da bi dvignil stal kurje pero, ter odšel k očetu. Hodil je in hodil, ter prišel do potoka, ki pa ga ni mogel prebresti, ker je bil pač premajhen. Da ne bi v vodi utonil, je vzel iz košare leseno žlico, ter se na njej prepeljal čez vodo. Oče, prinesel sem vam južino, je zaklical s tankim glasom, ko se je ustavil na ozarah nezorane njive. Kdo pa me kliče? Je vrač ustavil vole, ter si obrisal znojno čelo. Jaz sem vaš sinček, palček.
Šele tedaj je oče zagledal košaro, ki se je premikala tik nad zemljo. Sinčka pa, ki je z malimi nogami drobencljal pod košarico, ni opazil vse dotlej, dokler ni košarica obstala v brazdi, poleg nje pa občepel palček, ki se je drl. Jejte, oče, kar vam pošilja mati. Joj, pa kdo bi si mislil, da si tako močan, se je čudil oče in jedel, a vsega, kar mu je prinesel sinček palček, le ni pojedel. Zdaj pa odnesi košarico domov, je naročil oče, ko se je najužinal. Ne grem domov, je rekel sinček palček, kar pri vas bom ostal in z vami oral, dokler ne bo vsa njeva zorana. Oh, sinček, le kako mi boš pomagal, ko pa si majhen, kakor palček, je ugovarjal oče. Sinček pa je urno, kakor poljska kobilica, splezal po voličevi nogi, po vratu, do jarma, se usedel nanj ter zakričal: "Hihot, sivec, hajdi Ridžan!" In glej, voliča sta potegnila težki plug s takšno lahkoto, kakor da bi šele pravkar pričela orati. Plug je grizel težko ilovnato zemljo, kakor da bi drsel po maslu, in njiva je bila zorana še pred mrakom. Mati, sinček palček mi je pomagal, da je njiva, ki sem jo zmerom oral 3 dni, že danes zorana, je veselo vzkliknil oče, ko sta se s sinčkom vrnila domov. No, vidiš, saj sem ti rekla, da ti bo šel pomoč, se je razveselila mati. Naslednji dan pa je rekla sinčku: "Sinček palček, ali bi lahko gnal kravo na pašo?" "Je lahko, mati moja," je odgovoril palček in urno, kakor hrošček, splezal po kravi, liski po nogi v uho, kjer se je udobno usedel ter zaklical: "Liska, na pašo!" In krava je poslušno odkorakala na pašnik, ki se je razprostiral za domačo bajto. Kmalu pa se je paša naveličala in je pričela siliti v škodo. Palček pa je kričal: "Aha, Liska, kam pa kam? Deteljo bi rada žrla in se zapasla, ne boš! In mlada, sočna, zelena koruza ti diši, ne boš jedla, kar tukaj na pašniku ostani in se lepo pasi, da bodo rekli, da sem dober pastir. Če me ne boš ubogala, te bom ugriznil za uho, da boš zbezljala." Krava ga je zares ubogala in kakor da bi za repom stal odrasel pastir z debelo gorjačo, je ubogala. Tako je sinček palček pomagal očetu in materi ter si služil vsakdanji kruh. Ko pa sta mu oče in mati umrla, je zapustil rodno bajto ter na zeleni kobilici odjezdil v Gorjance, kjer je poiskal gorjanske vile. Belokranjci pripovedujejo, da palček še zdaj živi pri gorjanskih vilah, a tudi tam ni brez dela. V jasnih dneh lovi v mrežo sončne žarke in kuje iz njih zlatnike. V mesečnih nočeh pa lovi srebrni lunin sij in kuje iz njega srebrnike, da imajo vile v Gorjancih toliko zlata in srebra, kakor ga ni imel še noben bogatin. Če boste kdaj šli v Gorjance in tam srečali palčka, ga prosite, naj vam podari nekaj vilinskega bogastva. Palček je dobričnik in vam bo dal poln klobuk zlatnikov in srebrnikov. Zato naj vsakdo, kdor ni prismuk, vzame s sabo klobuk, kadar bo šel v gorjanske loze.